like talk to you at length, to listen to you, and know what you think about yourselves and the world. But the time I have been given is so short. La croce cammina nel mondo. You search for the meaning of life, the powerful experience that will generate through you a more just society and a better world. World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain. Drage gledalke, dragi gledalci, v okviru priprav na svetovno srečanje mladih v Madridu smo danes pri gospodu celjskem škofu, monsinjorju Stanislavu Lipovšku. Dober večer, gospod škof. Dober večer in lep pozdrav vsem. No, beseda z gospodom škofom potekla o tem, kako škofovska konferenca spremlja, pa tudi goji apostolsko dejavnost z mladimi, potem kaj vse gospod škof kot veliki liturgist lahko pove glede civilizacije slike, ker sedaj mladi rod raste v tem obdobju, potem pa o samem svetovnem srečanju mladih, ker boste šel tja kot zastopnik tudi Slovenske školske konference. In potem na koncu mogoče še o katekizmu mladih, ki je v pripravi in ga bodo mladi dobili na samem srečanju oziroma na srečanju mladih v Stični. Tukaj imamo že v rokah v raznih jezikih, to je hrvaška izdaja tega katekizma, slovenska bo ista, samo da bo slovenski jezik. No, gospod škof, kot član Slovenske školske konference, kako Slovenska školska konferenca razmišlja o pastorali mladih in na kaj ste najbolj pozorni v tem vašem razmišljanju glede apostolske dejavnosti Cerkve na Slovenskem? Ja, to je zelo obsežno vprašanje. Gotovo, da so mladi nekako vedno v središču pozornosti, saj vemo, da je to cerkev bodočnosti, da bodo ti mladi, ki danes rastejo, jutri imeli še kako pomembno vlogo in odgovorne službe, in zato je pač v naših pastoralnih prizadevanjih tudi skrb za mlade v središču pozornosti. Tu gre namreč za proces uvajanja v krščansko življenje, ki se začne seveda s krstom. Pred krstom pa je treba starše uvesti, da bojo potem v moči svoje vere to lahko posredovali. Se pravi, tu je pastorala družine, to je vse med seboj povezano. Potem pa so te stopnje, kot se reče, krst, pa obhajilo, pa birma, in ko pa je to nekako ta krog sklenjen, je potem pa seveda spet nadaljevanje, uvajanje v skrivnost, misteriologija, to se pravi, v vsakem obdobju naj bi cerkev pomagala mladim na njim primeren način odgovarjati na Božji klic oziroma iskati odgovore na njihova vprašanja,
vprašanje življenja, zlasti pa seveda verska vprašanja. No in to nalogo ima zlasti veruk, ki mu posvečamo veliko pozornosti in na vseh ravneh, tudi seveda mladinski veruk, tudi potem versko uvajanje v različnih združenjih, gibanjih, za mlade recimo, nekaj tega je. No, trenutno so nekako zelo, bi rekli, živa to dogajanje v zvezi z tako zvanim oratorijem. To je ena oblika, kako nekako mlade angažirati, da drugemu pomagajo na poti vere, se pravi birmanci in starejši so animatorji mlajšim, in to je nekako začelo se z Don Boskom pravzaprav, njegova karizma je tu v ozadju, vendar pa se to lepo uresničuje tudi danes in istočasno imamo seveda različne oblike mladinske pastorale, ki jo pač vodi pač ta medškofijski odbor oziroma potem škofijski in potem dekanijski in vse do župnije. Nekaj se dogaja. Tako vidno znamenje tega dogajanja je recimo vsakoletna stična, ki še uspeva zbrati tisoče mladih na to srečanje, ki je pa seveda samo vrhunec nekega dogajanja, ki se pa uresničuje v družini in seveda tudi v župniji. Če bi tako rekli splošno, še zdaleč nismo zadovoljni s tem, kar je, ker se zdi, da kljub vsem prizadevanjem nekako ne uspemo na primeren način odgovoriti na znamenje časa. Zato nam prihaja na pomoč tudi te pobude, ki so na ravni recimo vesoljne cerkve, kot so tale srečanja za mlade. In to je velika spodbuda in motivacija in animacija, kot smo že omenila, tale katekizem za mlade, ki je že tu v nekaj svetovnih jezikih, nemškega do italijanskega, seveda se razume, špansko, angleško. Slovenci smo nekoliko zamudili. Idealno je bilo, da bi zdajle, ko mladi gredo v Madrid, imeli v nahrbtniku že slovensko izdajo. Tam bodo dobili verjetno, ne vem katero, italijansko ali angleško, nekaj pač, ne gotovo. Ampak no, saj bo, malo smo v zamudi. Je pa to idealna stvar, priročnik za mlade in tudi za starejše, kjer je na zelo, bi rekli, privlačen način so predstavljene temeljne resnice naše vere oziroma odgovori na temeljna verska vprašanja današnjega človeka in tu posebej v jeziku in način mladih. Na prvi pogled se zdi, da je zadeva zelo tradicionalna, 527 vprašanj in odgovorov. Češ, ja, to je pa neka stara metoda, pa izgleda, in ta katekizem so sestavljali mladi, pa tudi seveda starejši strokovnjaki pod predsedstvom dunajskega kardinala Schönborna. In mladi so prišli na to idejo, da je najboljše kratko postaviti vprašanje in odgovoriti, kar se da na razumljiv način, ki ga razumejo mladi. In tako da in zraven pa seveda... Lahko pa verjajo, kakšno vprašanje, pa odgovor, recimo za ilustracijo. Žal to ne morem, zdaj sem ravno mislil, to pa vidim, da imam v roki hrvaški, zato pa je to nekako malo težje takoj. Ampak recimo, tu že vidimo, recimo, zakaj je Sveto pismo resnično? To so tako vprašanje, jaz težko odgovorim kar tako na hitro, potem kako naj beremo Sveto pismo. A ni fajn? To so take odgovori, ali pa če kar obrnemo drugam. Kaj je to duša? Je zanimivo. Odkot človeku duša? Se pravi, in kakšno nalogo ima papež? Težko teološko filozofsko vprašanje. To so vprašanja in zdaj odgovorjeno v jeziku razumljivem, je to imenitna stvar. Kaj to pomeni cerkev v malem? In tako naprej. Se lahko katoličan poroči s pripadnikom drugih verstev? To so vprašanja.
In zanimivo, to odgovarja in zelo bogato dokumentira. Vse skupaj pa je pravzaprav odsev tiste znamenite knjige, ki je izšla že pred leti, Katekizem katoliške cerkve, ki je izraz pač tiste želje, da bi pač verniki imeli lahko neko, se reče, bazo, kjer bi lahko dobili tako odgovor na mnoga verska vprašanja. Kajti vemo, da je vzrok nevere marsikdaj tudi nepoučenost in je treba znati odgovoriti sebi in drugim o razlogih našega verovanja. In tale katekizem je idealna zadeva, tudi po tehnični plati zelo tako prilagojen in je hitro se lahko znajdeš in te potem nekako vodi na tisto temeljno knjigo, temeljni katekizem, na svetopismo in tudi duhovno izročilo posameznih kultur in narodov. No, slovenski bo imel to posebnost, da bo tudi se oziral na naše duhovno izročilo, na naše izkustvo, na naše pričevalce, recimo kot je Slomšek, kot je recimo celo že v novem katekizmu Lojze Grozde in njegovo pričevanje za mlade, zanimivo. Tako da... Bo tudi bibliografija od teh tematah. Gotovo. To je en tak zelo pršen priročnik, ki uvede v kompleksen nauk cerkve. Tako je to tisto, kar si želimo in kar pričakujemo in potrebujemo za to, se pravi, vsakdanjo uporabo in je potem to nekako vademekum, to se pravi spremljevalec na različnih srečanjih, ko smo včasih zadregi tudi za vsebino in je to nekako zlata jama za vsa ta aktualna vprašanja, tako verska, kot moralna, kot socialna, kot politična nazadnje, kot kulturna, kot zgodovinska, vse je nekako tu obseženo in zato se tega veselimo. Jasno pa, da bo pa samo srečanje za tiste, ki bodo tam in veseli smo, da je blizu 800 naših mladih iz Slovenije tudi navzočen na tem svetovnem srečanju, kjer bo, ne vem, nimamo zadnjih podatkov, vsaj 1 milijon ali več mladih. Toliko pričakuje, 1 milijon na zaključna 2 dneva, ko tam sveti oče, ne? Ja, in to so seveda mladi, ki so verni iz vseh dežel sveta, pa tudi iz drugih krščanskih, tudi nekrščanskih verstev, seveda, to so zraven, kot prijatelji, so jih recimo katoličani povabili, potem tudi neverni zraven, zakaj pa ne, da se malo učijo, da malo vidijo, kaj pa je to pravzaprav, in to je tako izkustvo, ki ga lahko dobi samo na takem srečanju. No in kardinal Stanislav Rilko, ki je odgovoren za to srečanje, pravi, lepo, da so to mladi, ki znajo reči da Jezusu Kristusu in njegovi cerkvi in ne lovkam hedonistične družbe. Se pravi, da je tu v ozadju res neka duhovna sredina, ki daje upanje, da se nam bližajo boljši časi. Kot je bilo recimo tudi za sveto leto 2000, tudi tako močno srečanje v Rimu, takrat s papežem Blaženim Janezom Pavlom II. In takrat je bilo 2 milijona mladih. In ti potem gredo vsak na svoje domove oziroma okolje in so tam luč. In to je pomembno. Se sam spomnim recimo, smo svoj čas, ko je bilo to srečanje v Parizu, pa potem je bilo v Nemčiji, pa je bilo v Avstraliji, pa v Združenih državah. Recimo v Pariz smo nekaj poslali in tisti, ki so tam bili, so potem se vrnili, drugačni so nekako luč svojim vrstnikom in to je bodočnost. No, mogoče zdaj vi na školski konferenci razmišljate prav gotovo zelo teološko, zelo filozofsko, tudi z enim globokim pastoralnim izkustvom pa občutkom. Po vašem mnenju, kaj danes najbolj oblikuje mlade? A je to družina, a je to cerkev, ali je to mass media, ali je to šola,
ali pa so tele lovke, kot pravijo kanale Rilko, lovke po potrošniški družbi. In kako vsi ti dejavniki danes nekako so prisotni v vaših razmišljanjih? Ja, so prisotni, pa se zdi, da kar še premalo. No, naštejo se zdaj te različne vplive, bi rekel, ki so danes prisotni v življenju mladega človeka in tudi odraslih seveda, za kateri je najbolj odločilni, je to težko reči, zavisi od okolja, kjer človek živi, ampak gotovo imajo močan vpliv mediji, to je jasno. To smo v tej, kot se reče, informacijski družbi in ko ti mediji nekako vladajo situacijo. To se še kar premalo zavedamo, kaj oblikuje, to se pravi mlade in tudi že otroke in tudi odrasle. Tako da to je televizija, to je internet z vsemi pozitivnimi in tudi žal negativnimi pač posledicami. In zato si moramo v tej smeri tudi prizadevati, čeprav ostanejo tudi klasični mediji nekako tudi pomembni, tudi knjiga nenazadnje. In zato ostanemo pri katekizmu, ki pa je seveda bo tudi na internetu, tako da tisti, ki ne znajo drugače brati kot tako, bodo imeli tudi to možnost. Omenili ste družino. Ja, družina naj bi bila primarna, tako rekoč, primarno žarišče vzgoje in izobraževanja oziroma uvajanja krščansko življenje, pa žal to ne uspeva biti to, zlasti še bolj na zahodu, mi smo še nekako na nekem prehodu iz tistih časov in sistemov, tam, ker je sekularizacija že dalj časa na pohodu, še bolj se vidi, da naša evropska družina žal ni več sposobna posredovati vere in tudi temeljne vrednote življenja, ker enostavno pravijo, da niti ni časa biti skupaj, biti z otroki in se tem vprašanjem posvečati. Zato recimo je bodoče srečanje evropskih družin drugo leto v Milanu posvečeno ravno prostemu času oziroma kako naj družina v tem ritmu življenja najde možnost in čas, da bo tudi oblikovalka življenja oziroma temeljnih moralnih in tudi verskih in duhovnih vrednot. In to žal se ne dogaja. In se vidimo, kako se s temi vprašanji soočamo. In bo treba sredi delovnega časa in tudi prostega časa zlasti najti trenutke, ki bodo družini omogočali, da bo tudi žarišče teh temeljnih vrednot. In to je mogoče. Imamo tudi pri nas, hvala Bogu, že družine, ki so ta zaklad odkrile, ki to živijo. In je mogoče. Seveda, moraš pa imeti nekako malo neko lestvico vrednot, da postaviš na prvo mesto tisto, kar je res važno, in če je na prvem mestu recimo medsebojna zvestoba, vera, ljubezen, otrok, potem smo tukaj. Če pa seveda na prvem mestu nekaj drugega, se veste, ne bom zdaj govoril, potem pa križ. Tako da, če smem za ilustracijo povedati na tako stvar, ki je mogoče na prvi hip malo nenavadna, lani avgusta smo imeli v Mozirju regijsko srečanje skavtov. 6 je bilo od najmlajših do najstarejših. Pod geslom kmetije ne damo. Jaz sem se sam najprej nasmehnil, kaj pa je to zdaj. Ampak so mi takoj razložili, pazi, to so vrednote, ki jih klasična kmetija ohranja, da se pravi skupnost, družinska povezanost, medsebojna povezanost, razumevanje, več generacij. To pa sploh, potem, zdaj če reče, do okolja, do narave, spoštovanje zemlje, zvesto delo tudi na zemlji, odnos do narave, do živali, do rastlin in tak, potem pa verske vrednote, seveda delo in molitev, nedeljska maša, sodelovanje z sosedi, z prijatelji, z družinami in tak, to se pravi te vrednote.
Ja, potem to pa je nekaj imenitnega, ne, in to si vsi želimo. Ne, in tako. In če se mladi rod v tem malo vzgaja, se na te vrednote malo senzibilizira, potem smo, hvala Bogu, na dobri poti. Čeprav vemo, da smo še kar vsi jasno močno izpostavili tem pritiskom, tudi sled socialne, pa ekonomske, pa tudi verske in moralne krize, to je vse med seboj povezano, se je res težko. In zato, hvala Bogu, da imamo ta župnijska jedra, ključno župnijsko Caritas, ki nekako razodeva tisti pravi obraz cerkve, zlasti obraz Jezusa Kristusa, dobrega pastirja, usmiljenega Samarijana, ja, in to je pomembno. In hvala Bogu, tu smo vsaj nekako pravočasno odgovorili na znamenja časa. Mogoče še ena tako pomembna tema je šolstvo, vzgoja v šoli. Do kakšne mere slovenska šola prebuja osebnost, pa pomaga mladim v rasti k zreli osebnosti, ki imajo tak zdrav, spošten odnos do celotnega razpona življenja. Od najbolj preprostih materialnih skrbi do najbolj zahtevnih, recimo, čut za sveto, čut za nadnaravno, potem, da odkrije mlad človek Boga, da odkrije svoj odnos do Boga in vse to. Kako tukaj deluje slovenska šola? Je to bolj samo uvajanje v neko družbo proizvodnje, pa potrošništva? Je to kopičenje znanja, da potem znajo upravljati z raznimi tehnološkimi pripomočki, ne pa, da bi znali to vključiti v osebne poglede na celotno življenje? Ja, tu si ne bi upal reči neke zadnje besede, ker smo pač v takem, bi rekli, prehodnem obdobju oziroma na dokaj majavih tleh zorenja. Midva smo oba hodila v šolo, v naši domovini, osnovno šolo, srednjo šolo, in imamo nekaj izkušenj iz tega, tudi potem pozneje na univerzi. Šola gotovo ima to temeljno poslanstvo, da formira in informira in uvaja v življenje. Jasno, zdaj koliko je to uspeva v današnjem času, je drugo vprašanje. Gotovo bi si vsi želeli, da bi pač bile tu vključene tudi tiste temeljne vrednote življenja. Saj si nekaj si v tej smeri prizadevamo, vsi skupaj, tudi naša družba, vendar pa vemo, da se celotna pravzaprav svetovno dogajanje je tu v nekem iskanju, bi rekli neke nove podobe tudi šole, ki je pa še ni, in zato je tudi tukaj nekako določena negotovost ali kriza. Bog daj, da bi cerkev s svojim duhovnim vzgojnim poslanstvom nekako pomagala utrjevati te temeljne vrednote življenja in pač reševati to dokaj kompleksno situacijo. Gotovo, da so tukaj velika prizadevanja, se vidimo, da kljub vsemu naše šole vendarle pripravljajo na življenje. Vsi bi se pa seveda želeli, da bi ne bili to samo zavodi, kjer se izobražuje, ampak kjer se tudi vzgaja. To se pravi, vsi imamo spomine na naše šole, oziroma naše šolanje in na srečanje z recimo učiteljskim, profesorskim kadrom, in zelo smo hvaležni bili tistim, ki so bili tudi res vzgojitelji, ki so nam tudi svetili svojim zgledom. Od tega si želimo tudi v naših šolah
in nekaj tega se, hvala Bogu, dogaja in upamo, da bomo tudi v evropskem in svetovnem merilu nekako presegli to krizo, ki je mogoče tudi sled tega, ker se le malo nekako smo črtali te verske in moralne vrednote iz šole in potem seveda smo pa nekako v nekem praznem prostoru. Recimo, čisto preprosto povedano, če črtamo Boga in črtamo evangelij, črtamo Božje zapovedi, kaj naj še potem ostane? Potem je pa res, nimaš nekako kam utemeljiti, voditi recimo moralno življenje in potem imamo to, kar imamo, da si vsak nekako kroji svojo postavo in upravičuje svoje početje, ker je premalo te motivacije, ki bi res dala neko notranjo, bi rekli, luč in utemeljitev in tudi moč za vztrajno delati dobro in vračati hudo. Tu se vidi neka kriza, tudi se vidimo, kako je v tej evropski skupnosti, ki tudi se boji priznati odkrito, da izhaja iz krščanskih, pa grško-rimskih, pa judovskih izročil. Zakaj se tega bojimo? To je ravno tista stabilnost, tudi krščansko duhovno izročilo. In dokler se bomo tega nekako izogibali, se nam nič dobro ne piše. Sami sebe slabimo. Gotovo, če niso korenine v redu, potem je drevo majavo in potem je izpostavljeno tistim vsakodnevnim viharjem in je premalo odporno. In zato je ravno ta ljubi in dragi svetovni dan mladih poteka pod geslom ukoreninjeni v Kristusu in utrjeni v veri. Mlad človek in vsak človek mora imeti neke trdne korenine, mora biti trdno usidan tam, kjer so prave radosti. In mi imamo recimo naše dragoceno slovensko duhovno narodno izročilo, vse od Karantanije sem pod Ciril Metoda, in to so versko-duhovni temelji, ki so tudi danes važni in iz katerih tudi danes nekako živimo. In ravno mladi naj bi bili tako trjeni v tem duhovnem krščanskem izročilu, ki potem tudi osvetljuje današnjo situacijo. Kot Jezus zagotavlja, iščite Božje kraljestvo, če boste to iskali, potem boste tudi vse drugo prav naredili. Vse drugo se vam bo navrglo. In dejansko ljubi Boga in svojega bližnjega kot samega sebe in Jezus in vsi drugi pričevalci so nam tukaj luč in zgled in Bog daj, da bi tudi danes nekako bilo veliko takih pričevalcev. Gospod Škof, zdaj, če gledamo na samo organizacijo Svetovnih dnevov mladih, ti si 3 dnevi skupaj s Svetim očetom imajo 3 ključne bogoslužne točke. To je upajanje križevega pota, potem bdenje Vigilija, bdenje pred Evharistijo in pa Sveta maša. Ja. No, in sedaj Sveti oče zelo naglaša, kot vrhunski teolog, zelo naglaša vlogo bogoslužja. Zakaj vi kot strokovnjak za bogoslužje gre tukaj, ker to ni tako slučajno. Sveti oče je prepričan, da vero živimo, jo razumemo, pa tudi razlagamo zmeraj kot gotovost in skrivnost. In bogoslužje je istočasno simbol in pa povedana verska resnica. In to je povezano v eno dogajanje. In v tem smislu je bogoslužje, se nam zdi za današnjega človeka, ki je sad ali pa pod močnim vplivom civilizacije slike, silno pomembna kateheza, da se te 3 prvine, se pravi simbol, vsebina in pa delovanje,
združijo, da to so stopili v eno življenjsko držo. Kakšno vlogo ima pri tem bogoslužje in kako se danes to dogaja v slovenskem prostoru? Ja, no, to so velika vprašanja, ne bomo uspeli vsega, ampak ravno tale svetovni dan mladih se ne uresničuje samo tiste 3 dni, kot smo to omenili, ampak je že prej. In to je ravno v tem smislu, ko pravite, ne, da mora biti neko doživetje, da mora se nekaj ljudi videti. Recimo, tu imam pred seboj spored romanja križa mladih po svetu in tudi pri nas so tudi bili. In kaj je bilo s tistim križem, ki bo zdaj v Španiji, Madridu, v središču dogajanja, smo bili tudi tu, po naših župnijah. Včasih v zelo pičli udeležbi, ker pač nekako nismo uspeli zainteresirati ne mlade, kaj šele starejše, da je to res en važni simbol današnji, da se križ znamenje Božje ljubezni in dela odrešenja Isusa Kristusa. In to po širnem svetu. To je in zraven ta podoba patra Rupnika, Mati Božja, z Isusom, pa to, kaj še je lepšega. No in to je slika, to je in to bo tudi tam in to je bilo tudi pri nas. Zdaj je bila tu velika priprava za dogajanje in potem Bog daj, da bo tudi potem to odmevalo. No in tam pa je res tisto potem temeljno dogajanje ravno križov pot, ki je tudi, bo tam 15 slik iz španske tradicije, duhovne tradicije, obhajanja velikega tedna, 15 postaj križovega pota, 15 prizorov, to se pravi, močno upoštevajo tisto prastaro načelo, ki ni današnje omnis cognicio incipita sensu, vsako spoznanje se začne pri čutnem, to se pravi, mi smo se učili računati z računalom, ki so bile rdeče pa rumene kroglice, 2 in 3 je 5, tako smo to delali, tako da, zdaj pa imajo računalnik, tako da približno isto, tako da, ja, ampak to je to in pri bogoslužju je tudi važna ta zunanja podoba, vidna podoba, ker se potem preko tega gledanja nekako potem stopamo tudi v samo skrivnost, v samo sporočilo. In skrivnost ni... Da je to potem sama narava človeška taka, da je istočasno simbolična, razumska in dejavnostna. Jasno, saj krst imamo, kateri pa so glavni znameni krsta je voda, se pravi voda. Voda je pa nosilka življenja, voda je vir življenja, brez vode ni življenja, to se pravi, kakor ga s to vodo vlijemo otroka, tako s tem pokažemo, da se njegovo življenje razliva, to Božje življenje, ta dar, ki bo otroku pomagal, da se bo povezoval, da bo živel po Isusu Kristusu in v njegovem evangeliju in tako. In vsako znamenje, vsako sakrament ima. Isus je vzel kruh, to je znamenje, ki je temeljno, sedanji kruh, koliko milijonov nima kruha danes in trpijo sled tega, kruha ni. Mi se pa tu preobjedamo, recimo tu in tam, še vedno, tako da to je cela vrsta vprašanj. Ampak Jezus vzame kruh za osrednji simbol naše vere, za znamenje njegove navzočnosti med nami. To, da kaj nastane zdaj, en problem nastane tu. Naši otroci nimajo pravega odnosa do kruha. Nismo ga uspeli to privzgojiti, kaj šele, da kruh uživamo skupaj, recimo družina pri mizi, kaj šele, da bi ob tem molili in ga razumeli kot Božji dar. In to so predevharistični temelji družinske vzgoje, ki bi naj bila prisotna v družini, jak je, če pa že jesti nimamo časa. Kaj želi biti skupaj moliti. In potem to so predpogoji, da potem lahko sedemo k evharistični mizi pri nedeljski sveti maši, kjer je tudi osrednje to znamenje, ta skupnost, ki se zbere okrog tega osrednjega znamenja Isusa Kristusa, navzočega v kruha. Če nimaš odnosa do naravnega kruha, kako boš potem imel odnos do Božjega kruha? Tako da tu so težave, ki pa so obvladljive in zato bo potrebna še veliko
te pastorale tudi pomagati našim staršem, da bodo lahko otrokom tudi v tem učitelji oziroma jim s zgledom odpirali pot v to skrivnost. Skrivnost ni nikoli nekaj nespoznatnega, to so neka dejstva, misterion, to se pravi, to je znamenje Božje ljubezni do nas. Jezus se nam daje in je tako potreben za nas kot vsakdanji kruh. To vemo, da brez tega ni življenja, tudi brez tega Božjega kruha ni življenja. Tako v tem smislu velja tudi za vsa druga znamenja. Recimo procesije, ki so, recimo svet je tu malo bolj pameten. Glede olimpijado, začetek olimpijade, kaj delajo? Zastavo. Kako nosijo to zastavo? Mi smo enkrat, so bili neki teoretiki, so rekli, stran, to je nič, to je ropotarnica srednjeveška, nekaj se. Ja, kaj? Pogledaj tam, s kakšnim spoštovanjem nosijo olimpijsko zastavo. Koliko? Pa olimpijski ogenj. Pogledaj to. Pa kaj je to? Recimo, in tako naprej. Mi se pa bojimo, recimo, javno povedati, da smo veseli, da je Gospod z nami, da je ni samo v cerkvi, ampak je tudi, recimo, zunanje. To so, recimo, naše lepe procesije za lepe nedelje žegnanja. Hvala Bogu, so celo v porastu. No, zdaj bomo za bližnji praznik Marije Nevozete, bodo naše Marijine cerkve na novo polne. In vse bo nekako tukaj okrog Božje Matere Marije, ker vsi slutimo, da je to tisto, kar se najbolj želimo, da je to naša bodočnost edina. In tako da, hvala Bogu, nas situacija še vedno uči, ampak mnoge stvari pa žal nekako spregledamo in imamo potem nepotrebne težave. No, Svetovno srečanje mladih imajo tudi eno sodobno, vesoljno katoliško razsežnost. Mi smo zdaj v dobi globalizacije, ki se omejuje samo na finančno pa gospodarsko, gre pa tudi za eno drugo zavest, da smo vsi ljudje ena družina, ki je Bog ustvaril in da smo med seboj bratje in da v tej družini pa mora vsak tudi živeti kot individuum, kot oseba, na osebni ravni, bodisi kot na narodni ravni. Kakšno poslanstvo slovenski škofi vidite te svetovne dneve mladih pod tem vidikom, ali te teme, ki so in vsa ta dinamika, ki se tukaj razvije, a to vodi k temu? Prav gotovo. Če si tam skupaj z milijonom, bi rekli, svojih vrstnikov, kot so mladi bodo, pa govorijo različne jezike, pa vendar imajo skupne ideale, pa to moraš biti kamen, da te to ne nagovori, ne prevzame. Še nas starejše, zato jaz grem tudi zato, da sem enostavno prisoten pri tem dogajanju, ker je to res neko bogato doživetje in to je v bistvu cerkev. Cerkev je to družina, v katerem so vključeni vsi narodi, učite vse narode, vsi jeziki, vse kulture, vse je tu združeno in na poti k tej luči, ki je prišla na svet in razsvetljuje vsakega človeka. In to je bogatstvo. To se da svetovne dneve mladih niso neka partikularna pastoralna dejavnost cerkve, ampak to je ključna, bistvena, vsaj za ta sloj mladih od 15. do 30. leta, recimo, da zato dobijo en navdih, ki je potem pristno krščanski pa vesolje, katoliški. Gotovo, gre za to, bi rekli, univerzalno povezanost ali bratstvo in sestrinstvo, ki jo ustvarja naša vera. To, da si recimo tam, z nekim Indonezicem se prvič vidiš, pa se pozdravite kot brat in sestra, pa to je vrednota, to je dar. Oba sta učenca Jezusa Kristusa, oba sta na poti, oba sta obdana z svojimi slabostmi in negativnimi in pozitivnimi vplivi in za oba je
Jezus Kristus pot in resnica in življenje, je pa to je sporočilo. To je daleč od tistega, tu in tam mogoče rekel, ja, to so neke manifestacije. Ja, ampak manifestacije povezanosti, solidarnosti, dobrote, ljubezni, miru, ja, to pa je vsebina in to je bodočnost. Ti mladi se ne bodo jutri tepli, ne, med seboj, ne, bodo skušali biti prijatelji in sodelavci, ne, in razumeti drug drugega in pomagati drugemu. In to je sporočilo in tega se veselimo. In to bi morali biti, na koliko meri so, tudi naše župnije, kot taka mala občestva in hvala Bogu, da se vendarle nekaj tega pa le dogaja. In zato bo to, upamo, tudi ta katekizem in vse druge spodbude, da bo to obrodilo bogate sadove. No, mogoče še za zaključek, kaj bi vi zaželeli tistim, ki gredo v Madrid, pa nam, ki tukaj ostajamo? Za vse velja, da imamo odprte oči, za tisti, ki bodo tam, da bodo lepo sodelovali, kajti da se tudi, kot se reče, malo siti, malo neki turizem, pa malo spregledati, tam bodo res močni trenutki duhovne bližine in vsebine, seveda, kot smo že prej omenili, zlasti tisti križopot, pa zlasti ta skupno molitveno bdenje in seveda maša z Petrom našega časa, to je gotovo. Mi, ki smo doma, pa skušamo to malo spremljati, se bo na medijih kar to precej predstavljeno, zlasti pa, da bomo potem to sporočilo, ki ga je že dal ta kongres, zlasti pa ta novi katekizem, da bo tudi nas nekako na novo nagovarjal in nam dajo tisto mladostno svežino in tolažbo in tudi veselje, da se bomo pogumno soočali z mnogimi še odprtimi vprašanji, zlasti v novem cerkvenem oziroma bogoslužnem oziroma pastoralnem letu, ki bo posvečeno še tem pač velikim temam, tako zvane socialne pravičnosti, ko bomo skušali še reševati ta zelo pereča vprašanja, ki so in še ni videti konca, ampak Jezusov evangelij je pa tukaj univerzalno zdravilo in tudi vabilo, da moramo biti tukaj za brata in sestro, ki sta v pomanjkanju. Če ne storimo vse, kar je naše moči, izdajamo našo vero. Jezusa Kristusa, ki je prišel, da bi se mu streglo, ampak da bi on stregel, ki se sklanja človeku kot osmini semenjan. Pojdi in tudi ti tako delaj, počenši od škofov, duhovnikov, redovnikov in Bog daj vseh vernikov in tudi mladih, tistih 700-800, ki bodo prišli nazaj, sem prepričan, in bodo nosilci tega radostnega sporočila. Gospod škof Stanislav, hvala lepa za pogovor. Z veseljem in se slišimo in vidimo na in tudi po Svetovnem dnevu mladih.